Zlato priznanje je hkrati počastitev igralca, ki je pomembno prispeval k umetniški podobi našega sodobnega odrskega ustvarjanja in topla zahvala slovenskega občinstva. Nocoj ga prejema Aleksandar Valič. Sreča, da sem danes lahko prišel v Maribor in sprejel zame najdragocenejše priznanje za moje igralsko in umetniško ustvarjanje v gledališču. O tej nagradi naj priznam tudi to, sem že nekaj let pred tem sanjaril in se razočaran vrnil s praznimi mislimi. Vendar moja ljubezen je bila vedno biti gledališki igralec. Zame so bili trenutki, ko sem dobil vlogo najdragocenejši v mojem življenju, vlogo, v kateri sem skušal utrniti vsa svoja čustva, razumevanja, spoznanja, da je vloga dobila življenje in če se mi je to posrečilo, sem imel tudi to srečo, da sem čutil stik s občinstvom. To so bili dragoceni trenutki. Moje gledališče, v katerega sem sanjal kot otrok star 11 let, se je začelo ravno približno v tem času, ob praznikih Božiča in Novega leta 1929-30, ko je katehet napisal pravljico in mi smo odigrali to pravljico na odru Križanske dvorane in moja vloga je bila, čeprav sem bil takrat star samo 11 let, vloga očeta. Bili so zadovoljni. Res je pa to, da sem v to vlogo prenesel svojega očeta. Sanje, kako bom pa nadaljeval te na svoje nastope, so pa naraščale in me vodile v življenje. Imel sem srečo. Doživel sem nastop v gledališču. Čeprav improviziranem,
vendar v tistem gledališču, kjer je govorilo samo srce nas in poslušalcev. To gledališče nas je peljalo po vsej slovenski zemlji. To je bilo v tistem času težko, vendar se je pri meni odpiral svet, ki sem ga prej imel samo na šolskem zemljevidu. Zato je ta dežela še enkrat bogatejša in vrednejša postala v moji starosti, kot pa prej, ko mi je samo srce bolelo, da ne smem govoriti slovenski jezik, jezik svoje matere in očeta, jezik našega naroda. Ta mi je še vedno najdragocenejši. Spoštovano občinstvo, jaz nimam druge moči, da bi vam povedal, vendar se zahvaljujem za vse tiste lepe trenutke, ki sem jih doživel, tudi tako, da smo si neznani skoraj da srečali in stisnili roke. In slišal sem še zahvalo za svoje delo. To so bili zame najdragocenejši trenutki v mojem življenju, čeprav mi je narod dal že nekaj priznanj. Moram pa priznati, pa ne zato, ker sem tukaj, ampak ker je resnično. Borštnikovo priznanje pa je tisti edino vreden, ki govori o tem, da sem za slovenski narod nekaj, vsaj nekaj koristnega storil. Še enkrat vam prav lepa hvala.